Vabim vas, da si ogledate zelo zanimivo oddajo o dolgotrajni oskrbi. Od teorije v prakso. Kaj ima povedati naša gostja? Dolgotrajna oskrba že zelo živi v praksi. Trenutno imamo v Sloveniji že skoraj 2000 oskrbovalcev družinskega člana. Konec leta se nam pridružujejo še stanovalci iz domov za starejših, ki bodo avtomatsko lahko prešli iz institucionalnega varstva po socialnem varstvu v dolgotrajno oskrbo. Torej delamo velike, pomembne in odločne korake in vzpostavljamo sistem, ki bo vsem nam prinesel storitve, ki jih bomo sami potrebovali ali pa naši svojci, in za ta namen imamo tudi solidarnostna sredstva, ki bodo porabljena zgolj za dolgotrajno oskrbo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci TV Ljubljana. Na kaj pomislite, ko slišite besedno zvezo dolgotrajna oskrba? Zlasti starejši, morali pa bi tudi mlajši. Zelo sem vesela, da je moja današnja gostja, magistrica Nagode z Ministrstva za solidarno prihodnost. Ste direktorica direktorata, ki ima zelo dolgo ime. Rekla bom za starejše, pa za dolgotrajno oskrbo. Pozabila sem pa na tretjo stvar, ki je zelo pomembna, vendar mi dela preglavice beseda. Pa mi vi povejte, kateri direktorat vodite. Lep pozdrav. Ja, jaz pa vodim direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo. Vidite, tu včasih se mi ne izide pri tem tretjem. Je zelo naporno delo na tem direktoratu, vas dolgotrajna oskrba zapolnjuje vam cele dneve in noči ta hip? Ja, pravzaprav smo z vzpostavljanjem dolgotrajne oskrbe v zelo intenzivnem obdobju. Veliko je seveda usklajevanja z različnimi akterji, z različnimi zavodi, različnimi deležniki, se pravi občinami, z zavodi. Tako da ja, moram reči, da trenutno smo kar precej okupirani z. Jaz sem zelo vesela, da ste tu, kajti danes se bova sprehodili skozi vse, tako težave kot prednosti, pomagali ljudem, kam se obrniti, kaj narediti in odprli marsikatero skrivnost. Pa če recimo začneva, kaj naj naredi tisti človek, ki danes ali živi z osebo, ki rabi dolgotrajno oskrbo, ali je celo sposoben sam poiskati pomoč, kam naj se obrne, ko jo rabi. Bo mogoče začela kar z pravicami, ki jih dolgotrajna oskrba prinaša. Torej, prva pravica oskrbovalec družinskega člana, ki je že v veljavi. Z 1. julijem je stopila v veljavo dolgotrajna oskrba na domu, plus tega še storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in e-oskrba. Z decembrom pa stopita v veljavo še dolgotrajna oskrba v instituciji in denarni prejemek. Torej, ta hip oseba lahko se obrne na Center za socialno delo, tam so organizirane vstopne točke, kamor da vlogo za dolgotrajno oskrbo. Tako se pravzaprav sam postopek oziroma začetek uveljavljanja pravice do dolgotrajne oskrbe prične. Mi smo pravzaprav na dom vsi dobili, a ne? Vsak, ki je dopolnil 18. leto, je dobil papir, nekateri so se spraševali, kaj to pomeni. To se pravi, vse to shranimo, ko potrebujemo, v kakšnem stanju mora biti človek, da bo deležen dolgotrajne oskrbe. Ja, mogoče že sama definicija, ne, če se ustaviva pri njej. Dolgotrajna oskrba je pač oskrba, ki je namenjena tistim, ki potrebujejo določeno podporo pri vsakodnevnih opravilih, pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih na nek daljši časovni rok. Se pravi, ne govorimo o nekih akutnih zdravstvenih težavah, kot so lahko zlom roke, zlom noge, ampak neko stanje, ki vpliva na samostojnost na daljše časovno obdobje. Zdaj veliko dementnih ljudi, ne? Demenca je bolezen sodobnega časa, vsi se jo bojimo. Kako je pa s tem? A se tudi tisti, ki bodo oskrbovali te dementne ljudi, izobražujejo, bodo znali z njimi ravnati in bodo svojci zaupali?
Ja, absolutno je to zelo pomembna tema in tematika, demenca. Zagotovo vsi, ki bodo izvajali dolgotrajno oskrbo za najranljivejšo populacijo, bom tako rekla, ja, bodo deležni veliko aktivnosti, se dogaja na tem področju. Tudi postali smo na Ministrstvu za solidarnost demenci prijazna točka. Bi pa mogoče rekla, no, da prva pravica, ki je že v veljavi, je primerna tudi za osebe, ki imajo demenco, torej oskrbovalec, ki za to osebo doma na domu skrbi, pa je tudi deležen usposabljanj z tega področja. To se pravi, če ponoviva, prva točka je vstopna točka na Centru za socialno delo, tam oddaš vlogo ali oddajo svojci, a sledi potem kakšen obisk na domu. Tako, ja. Omenila sta tudi zavarovanje, se pravi na vstopni točki najprej svetovalci za dolgotrajno oskrbo preverijo pogoje. Eno izmed njih je tudi zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, to se naredi avtomatsko. To je to plačilo, ne? Zavarovanje. Ne, zavarovanje. A, Smo že vsi splošno zavarovani, zavarovanje. splošno A, zavarovanje, tako. Potem pa, ja, seveda oseba iz vstopne točke kontaktira tega, ki je oddal vlogo, se dogovori za obisk in ga obišče na njegovem domu. Se pravi, ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe se izvaja izključno na domu vlagateljev. Tam svetovalec za dolgotrajno oskrbo opravi pogovor in pripravi samo oceno po koncu pogovora, tudi načrt priporočenih storitev, ki izhaja iz tega obiska in poznavanja situacije uporabnika oziroma vlagatelja še takrat. Nato pa sledi izdaja odločbe. In potem, torej to traja najbrž kakšen mesec, dva ali več, pride nekdo na dom, a se ti ljudje, ki prihajajo, menjajo ali lahko imaš neko osebo, ki ji zaupaš, ki jo spoznaš in hodi k tebi in ti pomaga? Ja, mogoče bi še to prej poudarila. Po izdaji odločbe, odločba določa kategorijo dolgotrajne oskrbe, se pravi obseg ur oskrbe, ki ti na podlagi te ocene upravičenosti pripada. In s to odločbo potem človek sam izbere, katero pravico dolgotrajne oskrbe bo koristil. Če se odloči za recimo dolgotrajno oskrbo na domu, poišče v svojem lokalnem okolju izvajalca te oskrbe. Sam poišče? Ali pa njegov svojec, seveda dobi vse potrebne informacije tudi na vstopni točki, a ne kaj mu je na voljo. In potem s tem izvajalcem, ki ima zaposlenega koordinatorja za dolgotrajno oskrbo, sklene osebni načrt. In to je pravzaprav tisti temeljni dokument v dolgotrajni oskrbi, kjer je opredeljeno, kaj oseba potrebuje, kaj si želi, kako bo oskrba organizirana. Kolikokrat na teden bo kdo prišel na dom, če govoriva o tej pravici, in z njim pravzaprav izvaja oskrbo. Seveda izvajalci, tako poznamo pomoč na domu, verjetno si danes že zelo dobro, na podoben način bo delovala tudi dolgotrajna oskrba na domu in izvajalci teh storitev si vedno prizadevajo, da čim manj različnih ljudi vstopa v dom. Kaj pa, če je zavrnjena ta vloga, je kakšna možnost pritožbe? Aha, seveda, ja, tudi možnost pritožbe je. Kam pa? V bistvu drugostopenjski organ je potem Ministrstvo za solidarnost. Torej, če je nekdo dobil zavrnjeno, da ne potrebuje tega, se lahko tudi pritoži. No in potem je recimo določeno, koliko ur, kakšna oblika pomoči. Kaj pa, če se odloči, da gre potem v dom starejših? To ni ovira, imaš ravno tako lahko prošnjo za v dom. Ja, ravno tako, ja. Sicer bo na voljo dolgotrajno oskrbo institucij šele z decembrom, konec letošnjega leta. To je dobro, da poveva gledalkam in gledalcem, torej dolgotrajna oskrba v domovih z decembrom. Tako. Takrat se bo pa nekaj spremenilo tudi glede cene doma. Slišala sem, da naj bi se plačevale hotelske storitve na nek način, ostalo bo pa iz sklada dolgotrajne oskrbe. A nam lahko kaj o tem poveste, ker to zagotovo ljudi zanima, zlasti tiste z nizko pokojnino? Tako, ja. Ideja dolgotrajne oskrbe je, oziroma sistem je nastavljen tako, da so vse storitve dolgotrajne oskrbe plačane iz blagajne za dolgotrajno oskrbo. Torej, ta blagajna, ki jo v Sloveniji vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Če pa pogledamo, kako so domovi za starejše urejeni danes, poznamo oskrbni dan, a ne, in v tem znesku je plačana tako nastanitev in prehrana, kakor tudi storitve. Tako da dolgotrajna oskrba te dva segmenta ločuje. Torej bodo ljudje iz svojega žepa plačevali zgolj nastanitev in prehrano. Z zadnjo novelo, ki je bila sprejeta v juniju letos, pa je zakon določil tudi maksimalno višino tega stroška. Bo to neka minimalna penzija zadoščala? Tako, ja. Kdor pa seveda ne bo zmogel niti tega plačati, pa bomo tako kot poznamo tudi v zdajšnjem sistemu, mogoča oprostitev plačila. No, zdaj nekako se bližava koncu tega prvega dela. Ljudje so lahko spoznali, da bo dolgotrajna oskrba zaživela, zagotovo so neke začetne težave. S tem bova pa v drugem delu nadaljevali. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, nadaljujemo zelo zanimivo temo dolgotrajno oskrbo. Spoznali smo torej začetek, kam mora človek, ki potrebuje pomoč dolgotrajne oskrbe, ali sam ali njegovi svojci. Dotaknili smo se tudi domov, kjer bodo po novem, torej s prihodnjim letom, začeli ljudje plačevati zgolj hotelske storitve. To je zelo pomembno, kajti nekateri imajo nizko pokojnino in se sedaj sprašujejo, kako v dom. Mogoče vas tukaj čisto na začetku vprašam, se bojite, da bo velik naval v domove starejših, kajti kapacitete so omejene, kadra ni, če bo treba plačati zgolj torej svojo pokojnino, ki je nizka, minimalna, ostalo bo vse država plačala oziroma zdravstvena blagajna. Kaj pričakujete? Mi seveda imamo določene projekcije, seveda smo na projekcijah temeljili celoten sistem, je pa po drugi strani tudi zelo težko predvideti, kaj se bo dejansko na terenu, tako rečemo, zgodilo. Mogoče bi še najprej to povedala, da ni strahu med tistimi stanovalci, ki že sedaj prebivajo v domovih za starejše, za njih bo možna avtomatska prevedba, ne. Torej se bo avtomatsko spremenil sistem plačevanja, če bodo s tem soglašali. Seveda bomo prej zaprosili za soglasje in kolikor bodo soglašali, bodo avtomatsko prevedeni v drug sistem. Ostali pa, kolikor se bodo pojavljale čakalne vrste, bodo s to odločbo, ki sem jo prej omenila, imeli avtomatsko pravico do vseh še ostalih pravic, torej bo lahko v tem času s to isto odločbo koristila oskrbovalca družinskega člana, si poiskali dolgotrajno oskrbo na domu ali pa denarni prejemek prejemali v tem obdobju, dokler ne bi bili sprejeti v dom za starejše. Kakšen pa bi bil ta denarni prejemek? Denarni prejemek je pravzaprav zelo primerljiv z današnjim dodatkom za pomoč in postrežbo. Torej ne dodatka za pomoč, tri kategorije so tega dodatka, katero recimo te ne bodo prejemali, bodo pa koristili te usluge. Tako, ja. Kdor bo vstopil v sistem dolgotrajne oskrbe, se pa bo moral odpovedati dodatku za pomoč in postrežbo. A lahko pa ohrani dodatek, pa ni v dolgotrajni oskrbi? Ja, vsi obstoječi prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo lahko pravico ohranijo, dokler želijo. Mogoče se dotakneva še e-oskrbe. Tukaj je bilo kar nekaj vprašanj, skrbi ljudi, ali bo še veljala v tem času. Nekateri imajo te gumbe, na katere pač opozorijo, če padejo. Tega je veliko v Sloveniji, torej se mi zdi ta e-oskrba kar dobra. Kako se bo nadaljevala? Do kdaj in ali velja to nadaljevanje? Ja, mogoče bi tako rekla uvodoma. E-oskrba je res ena zelo pomembnih storitev, predvsem v tem preventivnem vidiku in z vidika ohranjanja neke samostojnosti, varnosti na domu, pa ne samo uporabnika, temveč predvsem tudi njegovih svojcev. Kako pa poteka, mogoče par besed o tem? Ja, oseba dobi zapestnico oziroma obesek in telefon, napravo. Poseben. Poseben, tako, ki je povezan v asistenčni center.
In se te naprave zaznavajo po gibanju v prostoru, če recimo oseba pade. Ne, Ne snimajo, da razčistimo, no, ne. tako? Ne snemajo, ampak če bi oseba padla in ker ima obesek ali pa uro pri sebi, je to tako hitra sprememba, da se zazna in telefon avtomatsko sproži klic v asistenčni center. Zdaj, če se oseba oglasi, se tukaj vzpostavi komunikacija in potem Pove, kaj rabi, kaj se Tako, je zgodilo. tako. Če pa ne more govoriti, Tako, če pa ne, pa oseba iz asistenčnega centra pokliče eno izmed številk, ki pa je uporabnik ob sklenitvi pogodbe navedel. Se pravi, načeloma so to svojci. Tako da je nemuden klic tja. Obenem tudi, ko se zgodi klic, že svojec dobi SMS na svoj telefon. eden, drugi, odvisno, koliko jih je navedel. Koliko to stane? Priklop te naprave stane 50 evrov enkratni je strošek, seveda priklopa naprave, potem pa sama storitev je 31 evrov mesečno. To je kot neka naročnina, ki jo Tako. imamo recimo na neko storitev. Tako. To se je zelo obneslo, sem slišala, da je mnogim ljudem, ki so sami, pa bi sicer čakali na pomoč, nihče ne bi vedel, da so padli, zelo pomagalo. Torej, to se ohranja. Tako, to se ohranja. Slovenija v zadnjih letih naredila tukaj velike korake. Bila sta dva projekta v ta namen vzpostavljena, eden že pri Ministrstvu za zdravje, eden pri nas, in zdaj v Sloveniji uporablja to storitev že več kot 5000 ljudi. In ravno za te, ki so bili vključeni v zadnji projekt, zaključil se je s koncem junija, pripravljamo neko vmesno obdobje do konca leta, ko bodo storitev še lahko naprej prejemali, obenem pa bodo mogli sprožiti te postopke, da bodo prišli do Kam pa se odločbe. obrnejo naše gledalke in gledalci, če bi zdaj na novo želeli e-oskrbo na domu, torej tale telefon? Če bi želeli e-oskrbo iz dolgotrajne oskrbe, oddajo vlogo na vstopno točko. Isto. Isto. Aha, ker do zdaj to ni delovalo, so najbrž kakšen klicni center ali Telekom, kdo je to vodil do sedaj? Do sedaj, ja, ponudnik e-oskrbe pri nas je Telekom. In tudi v registru izvajalcev za dolgotrajno oskrbo je izbran Telekom za naslednjih nekaj let. Ampak to velja že od sedaj, da se obrnejo na vstopno točko? Tako, vlogo že lahko izdajo. Jaz bi mogoče tukaj povedala še to, no, da e-oskrba je kot dodatna pravica omogočena vsem prej naštetim pravicam, razen tistim, ki grejo pa v dom za starejše. Torej, kdor bo se odločil za dolgotrajno oskrbo na domu, kdor se bo odločil za oskrbovalca družinskega člana ali denarni prejemek, bo lahko obenem se vključil tudi v e-oskrbo. Aha. Ni torej možno, da, torej, ko greš v dom, itak ne rabiš, a ne, ko si doma, velja torej ta e-oskrba do nadaljnjega, Tako. bo še vedno del te dolgotrajne oskrbe, tudi Tako. kasneje. To je, ja, Ste podpisali, ste rekli, pogodbo za 5 let in bo to veljalo. Bodo se vključevali. tako, ja. Torej, poleg tega gumba imajo pa lahko tudi obiske na domu, pomoč. Pomoč je pa kaj možna pri kopanju, hranjenju, tudi nakupi in pospravljanje ali ne? Tudi pri podpornih. Tudi ti. Tako. No, sedaj se pa mogoče, zlasti v tretjem delu bomo o tem govorili, kajti drugi se počasi izteka, vendar vseeno, nekateri želijo biti doma, ob njih so pa svojci. Zdaj, lahko so ti svojci, mož, žena, že v penziji, pa postanejo oskrbovalci. Tukaj ste sprejeli eno spremembo zakonodaje, ki zelo pozitivno odmeva, zato ker je to možno tudi za upokojence. Kaj je tu torej novega? Tako, mogoče že kar samo pravico začnemo. Ja, zdaj z zadnjo novelo smo vključili tudi to možnost na pobudo več strokovnih javnosti, tako da mislim, da je to dobra stvar. Upokojenci na isti način postanejo oskrbovalci družinskega člana kakor ostali, razen tega, da potem seveda sami morajo se z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za tisti del pokojnine, ki jim pripada poleg delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki ga prejmejo kot oskrbovalec družinskega člana, tudi vsi ostali. No, recimo, da je nekdo v penziji,
mora imeti nizko pokojnino, da se mu splača, kaj je, če ima višjo? Recimo, kaj dobi in kaj izgubi? Še to bi mogoče poudarila. Ja, dolgotrajna oskrba ne prinaša univerzalne pravice. To je tudi zelo pomembno poudariti. Torej, oseba, ki ima oskrbovalca družinskega člana, se odpove dodatku za pomoč in postrežbo. Tako. Oskrbovalec družinskega člana pa je vključen vsa socialna zavarovanja, dobi delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače, pravico do nadomestne oskrbe v obsegu 21 dni, potem pravico in dolžnost do Hočete reči, kot usposabljanja. nek dopust. Tako, Ja. tako. Zdaj se bližava nekako koncu tega drugega dela, ki je zelo, zelo pomemben, zato ker nekateri ljudje so ravno tako skrbeli za svoje bližnje popolnoma brezplačno. Sedaj bodo imeli malo več možnosti biti celo plačani za to, kar je prav. Tako da v tem zadnjem, tretjem delu bova spregovorili ravno o tem. Kdo bo to delal, kako bo potekalo, kaj izgubi, kaj pridobi. Zaenkrat torej hvala. Spoštovane in spoštovani, poslušate in gledate zelo zanimivo oddajo, kajti govorimo o dolgotrajni oskrbi, o pravicah, o dolžnostih, o možnostih starejših, pa ne samo starejših. Treba je povedati, da dolgotrajno oskrbo lahko dobi tudi mlajši, če ne more sam skrbeti recimo zase po kakšnih poškodbah. Vemo, da se tudi mlajši marsikaj dogaja ali po hudih boleznih. No in sedaj smo pri tem, da se upokojencem daje možnost, da izberejo plačilo iz dolgotrajne oskrbe, odpovejo se seveda svoji penziji, izgleda tako, kot da bi se reaktivirali in šli ponovno v službo, imajo 21 dni prosto. Kdo jih bo nadomestil v tistem času? Takrat se lahko dogovorijo z izvajalcem dolgotrajne oskrbe na domu, za koriščenje ur. Seveda tukaj vedno dobrodošlo vključevati bližnje, ostale bližnje. Lahko pa se obrnejo tudi na izvajalce pomoči družini na domu po socialnem varstvu. Ta storitev bo še naprej obstajala, tako da lahko izkorišča oziroma se obrne na vse te obstoječe strukture. Če prav razumem, bodo to koristili najbrž tisti, ki imajo nižje pokojnine. To je tako kot recimo vdovci, vdove, ki vzamejo potem višjo pokojnino, če izgubijo svojca. Vzeli bi pa lahko tudi vnuki, nezaposleni, bi bili oskrbovalci ravno tako lahko? Tako, tudi nezaposleni. Se pravi, verjetno se izhaja iz tega, kaj človek, ki potrebuje oskrbo, želi in koliko je pripravljen svojec pri temu pomagati. Se pravi, kaj je za neko družino, za nekega človeka najbolj optimalno v tistem trenutku. Veliko se jih odloča seveda za družinsko oskrbo, za oskrbovalca družinskega člana. Pravzaprav veliko oskrbovalcev družinskega člana bi to tako ali tako doma počelo zastonj oziroma neformalno. Vsi vemo, da so ženske predvsem tiste, ki skrbijo za ostarele starše, sorodnike, tudi otroke, če so recimo hudo bolni, ovirani telesno ali drugače. Tako da to breme ponavadi pade na ženske. Zdaj je ta možnost tudi izbire plačila. Nezaposleni bi bili lahko zadovoljni. Vendar me skrbi, kaj pa kakšna oblika nasilja, kako bodo nadzorovani. Recimo nekomu je koristno, da je mama kar doma, da dobi plačilo, ne bo pa zelo vesten pri tej skrbi, lahko je to zakonec, lahko otrok, bodo kakšni obiski, kontrole, pa zelo me zanima izobraževanje za te ljudi, kajti vsak ne zna ravnati s starejšimi. Kaj je predvideno? Tako je, zelo pomembno vprašanje. Ja, izobraževanja, sem že prej omenila, so obvezna, so zagotovljena za vse oskrbovalce družinskega člana. Bi pa dodala še to, da tudi oskrbovalec, ki se odloči za oskrbovalca družinskega člana, je upravičen do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti. O tem nisva še nič rekli. Kar povejte. Ja, se pravi, se gre za storitve in krepitev za ohranjanje samostojnosti na lastnem domu.
mogoče v smislu psihosocialne podpore ali pa prilagoditve bivalnega okolja v tem kontekstu. Torej, lahko še nekdo drug v okviru dolgotrajne oskrbe in te pravice, ki mu je pripada, vstopa v dom posameznika in pri tem pomaga. To je letna pravica, ki ti na vsako leto pripade. Zelo pomemben je, kar sem prej omenila, osebni načrt. V osebnem načrtu je opredeljeno, kako se bo ta oskrba zagotavljala. Osebni načrt pa spremlja koordinator dolgotrajne oskrbe, ki je zaposlen pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe na domu. In on pravzaprav redno obiskuje tudi oskrbovalca družinskega člana. Tako da je to že nek Napovedani obiski ali ne napovedani? Tako, saj osebe vejo, da različno od kategorije, ne vem, enkrat na mesec bo prišel koordinator in bo tudi spremljal izvajanje osebnega načrta. Oskrbovalec družinskega člana tudi beleži dnevnik oskrbe, tako da tukaj mehanizmi so vzpostavljeni. Dnevnik kaj pomeni? Vpisuje, kaj je delal? Tako v skladu z osebnim načrtom. Usposabljanje, ki sem jih omenila, izvaja Socialna zbornica Slovenije, tako da to je cela struktura vzpostavljena okrog tudi te pravice. Nadzor je pomemben, seveda ravno zaradi takih situacij, kot so jih tudi že sama omenila. Zdaj, en hudičev odvetnik bi rekel, vse se lepo sliši, kadrov pa ni. S čim se soočate? Kako rešujete problem kadrov, tako v domovih, kot tistih, ki bodo delali doma, na centrih? Kaj se je spremenilo v tem času, odkar velja zakon? Ja, kadri so pravzaprav globalni problem, ne samo problem Evrope, ne samo Slovenije, ne samo dolgotrajne oskrbe, ampak pravzaprav celotne družbe. Je pa res, da kot družba bomo morali še veliko korakov narediti, da bomo prepoznali kadre, ki delajo v dolgotrajni oskrbi kot zelo cenjene in zelo pomembne za vse nas. Zdaj na ministrstvu seveda zelo intenzivno pripravljamo različne rešitve oziroma ukrepe. Sprejeli smo tudi interventni zakon z tega področja, kjer probamo sofinancirati, spodbujamo prostovoljstvo, kadrovske štipendije, dodatna strokovna usposabljanja, pomoč pri zaposlovanju tujcev. Plačila bodo višja, tudi to sem slišala. Tako, iz plačne reforme izhaja tudi povečanje plač, tako da to se tudi krije iz naše blagajne, pravzaprav proračuna in kasneje dolgotrajne oskrbe. Lahko tudi zaposleni napredujejo v višje plačne razrede. Vsak izvajalec lahko to omogoči 10% zaposlenih. To gre tudi čez našo sito in tudi ta povišen strošek plačujemo. Predvsem blažimo z sofinanciranji dvig oskrbnin v domovih za starejše na ta način. Tudi povečan kadrovski normativ se izplačuje iz državnega proračuna. Tako da je precej aktivnosti, bo treba pa še zelo aktivno iskati rešitve v prihodnje. Ljudje vsi smo nekako začeli plačevati ta prispevek. Poslušam seveda ljudi, ki pravijo, kam bo šel denar, kako transparentno bo porabljen. To je seveda vedno skrb ljudi, pa me zanima, to pravite, da bo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje posebna blagajna, posebej se bo beležilo. To skrbi ljudi pač, da bodo plačevali, pa se ne bo vedelo, zakaj. Ja, tako je. Tukaj ima pomembno oziroma glavno vlogo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ima svoj podračun za prispevke, ki prihajajo iz področja dolgotrajne oskrbe, tako da sta zdravstveno zavarovanje in dolgotrajna oskrba strogo ločeni in je denar zbran na posebnem podračunu namensko za dolgotrajno oskrbo. To se pravi, denar prvi prihaja, bomo rekli, ta mesec. Kaj je tisto, kar se že torej plačuje z te blagajne? Pravzaprav z blagajne še ne, ampak omenili smo oskrbovalca družinskega člana. Ta velja že od 1.1.2004, se pravi, to je financirano v tem momentu iz državnega proračuna, ampak lahko govorimo iz konteksta dolgotrajne oskrbe. Tako da
oskrbovalec družinskega člana v celoti že leto pa pol krit iz državnega proračuna za dolgotrajno oskrbo. Naš čas, najin čas se nekako izteka, pa me zanima čisto mogoče vaša zadnja misel. So lahko ljudje pomirjeni, bodo starejši dobili pomoč, kdaj in a lahko upamo, da se bo ta zakon končno tudi prelil iz teorije v prakso? Ja, tako bom rekla, vzpostavljamo zelo kompleksen, zelo zahteven sistem, verjetno enega zahtevnejšega v zadnjih 20 letih. Postavili smo že kar nekaj struktur, naredili korakov, tako da pričakujemo pa seveda, da bo vsak deležnik, veliko akterjev je v tem prostoru pomembnih, opravil svojo vlogo, da bomo ga znali naprej razvijati. V besedah, v dejanjih je že. Pravzaprav ne moremo reči, da je črka na papirju, ker ne vem, skoraj 2000 ljudi pa že prejema oskrbovalca družinskega člana. Tako da si želimo postaviti sistem do konca, ampak nikoli ne bo dokončen. Treba bo slediti potrebam prebivalstva in sistem temu prilagajati. Najlepša hvala, bilo je zelo zanimivo. Vam pa kar obljubim, da vas bom še povabila in takrat bova pogledali, kako to, kar ste nam obljubili v praksi, deluje. Vso srečo vam želim. Najlepša hvala.